Dober večer in lepo pozdravljeni, spoštovane in spoštovani. Le še nekaj dni nas loči do koledarskega poletja, do šolskih počitnic, pa tudi težko pričakovanega in zasluženega dopusta. In da bo ta čim bolj brezskrben, je treba začeti razmišljati že zdaj. Med drugim tudi tako, da morda obiščete vašega zobozdravnika in odpravite skupaj kakšno manjšo težavico. Saj si seveda ne želite, da bi sredi dopusta tale manjša težavica lahko nastala velika težava. Dr. Robič iz Zobozdravstvenega centra Diamant je v moji družbi in že težko pričakuje, da se vam posveti. Zato vabljeni, da nas pokličete, sodelujete v oddaji in vprašate, karkoli vas teži oziroma imate kakšno drugo vprašanje z področja zobozdravstva. Dr. Robič, dober večer. Dober večer. Ko se odpravljamo na počitnice, spakiramo vso domačo lekarno, še en kovček dodaten naročimo, ga namestimo na streho avtomobila, pripravimo res vse, tudi veliko nepotrebnih stvari. Včasih pa verjetno pozabimo na kakšno zelo pomembno stvar, med drugim obisk zobozdravnika. Zdaj, če redno obiskujemo zobozdravnika, potem to najbrž ni težava. Če pa ne, je pa dopust lahko zelo neprijeten, ne? Ja, res je. Bom rekel, vsake neke bolečine, ki so prisotne ali ki se pojavijo na dopustu, znajo biti zelo neprijetne. Zaradi tega, ker prvič ali smo na nekem takšnem kraju, kjer zobozdravnika sploh ni, ali je na drugem otoku, ali pač tudi nima časa za turiste. Druga bolj neprijetna stvar pa je, da tudi če ima čas, velikokrat so to zgolj tista, bom rekel, najbolj nujna popravila, lajšanje bolečin, ker pa je to potem na dopustu in lahko se zavleče teden, dva in potem pridemo nazaj, bolečine ni več, hitro se na to pozabi in se lahko spet razvleče to v kak večji problem. Zato je pač priporočljivo, da se res pred vsakim takim dopustom preveri tudi, če v ustih vse v redu, če ni pričakovati kakšnih zapletov, da smo potem vsi mirni, tako mi kot pacienti. No, to verjetno res skoraj ne pomislimo, ne? Ko je pa tisti dan tu, je pa zelo težko. Ja, pa moram reči, da imamo pred vsemi prazniki povečano število klicev, ko želijo ljudje priti, samo se pokazati, da vidijo, če je vse v redu, ali pa je nekaj takšnega, kar en zob dela že skozi neke probleme, ampak zdaj bi pa prišel pokazati, zato ker drug teden gremo, pa da ne bi se razbolelo. In to je ta najbolj pogost v bistvu izgovor, zakaj zdaj prihajajo v zadnji čas. Tako da tu je pač priporočljivo, da se vsaka taka stvar razčisti sproti, da ni potem v zadnjih dneh še tekanja okrog zobozdravnikov in zdravnikov. Zdaj res je, da tudi nekateri jemljejo sabo na dopust antibiotike, ampak stvar je spet taka, antibiotik bo spet samo gasil, vzrok ne bo odpravljen. Jaz načeloma ne zagovarjam tega, tudi sam osebno nimam antibiotikov s seboj na dopustu, ampak jaz se spomnim recimo najnih preteklih oddaj, večkrat ste tako navrgli, da so zobje nekateri lahko tudi kot tempirana bomba, nič ne vemo, dokler en dan samo ne eksplodirajo v navednicah. Nam lahko zaupate recimo, kateri so tisti najpogostejši vzroki, ki jih morda ne pričakujemo in kako jih odpraviti, razen tega, da gremo k zobozdravniku? To je verjetno najnujnejše. V bistvu je tako neka skelenja po zobeh, tisti niso tako problematični, ker to bodi si gre za neko občutljivost v zobnem vratu, to ponavadi v zelo majhnem procentu začne delati nenadoma težave. Bolečina pač skeleča je prisotna, ne bo pa zaradi tega hujših težav. Problem znajo biti te speči granulomi, če lahko tako rečemo, neka kronična vnetja, ki lahko akutno eksacerbirajo. Proti tem dejansko ni kaj narediti v zadnjih dneh pred dopustom, to je potrebno sanirati prej. Je pa tako, da vsak zob, ki ga recimo občutimo na vreme, da v vremenu neka topa bolečina nastaja, tak zob ni v redu in za takšen zob nikoli ne vemo, kdaj bo začel povzročati težave. Aha, se pravi, to ni neka fama, da pravzaprav vreme vpliva tudi na zobe, med drugim. Dejansko na ta kronična vnetja na zobnih koreninah, se pravi granulome in ciste, se kaže
neko spreminjanje te bolečine glede na zračni pritisk in vreme. In recimo, ko se vreme nazaj spremeni, z zobom spet vse v redu, takrat ni verjetno začakati, ne? Ja, z zobom ni vse v redu, ampak simptomi nekako se zamaskirajo. Za nocoj ste nam pripravili en tak obsežen repertoar fotografij pacientov, ki ste jim verjetno precej spremenili življenje z vašimi posegi. Predlagam, da si jih nekaj kar pogledamo, medtem pa seveda gledalci, če imate kakšno vprašanje oziroma idejo, ko boste ogledovali fotografije, seveda vabljeni, da nas pokličete, sodelujete v oddaji, vprašate, kar vas zanima. Najprej bova videla pacienta, ki ima delno brez zob, pa tudi vse ostale zobe, ki jih ima, so nekako na meji izgube. Tako. Kako mu lahko pomagamo? Režija bo ta čas pripravila fotografije. Tako, recimo, imamo en primer, delno brez zobega, estetsko problematično, že to zadeva izgleda, manjkajo sprednji zobje, ostali so sicer prisotni. Glede na, bom rekel, parodontalno stanje, kot je bilo prisotno v teh zgornji čeljusti, so bili zobje praktično vsi izgubljeni, zato smo jih izruvali, vstavili 4 implantate v zgornjo čeljust takoj in potem naslednji dan je pacient dobil gor takšno hibridno protezo, mi rečemo. To je fiksni mostiček na 4 implantatih. Kakšne so te značilnosti, če vas lahko vmes prekinem, teh 4 implantatov oziroma mostičkov? Značilnost tega sistema All-on-4, s 4 implantati podprte cele čeljusti je, da le na zgolj 4 implantatih podpremo celo čeljust. Glavna prednost tega sistema je, da je to možno narediti takoj. Se pravi, da pacient izgubi zobe danes, tako jih nadomestimo z zobnimi vsadki, naredimo gor tudi nadgradnje, sprojektiramo protetiko in v roku pri nas 24 ur pacient dobi nove fiksne zobe, s katerimi gre domov, lahko že z njimi normalno funkcionira, normalno v navednicah, zato ker mora jesti bolj mehko hrano, ne sme trgati sendviča recimo, ampak normalna kuhana hrana pa ni problema in to lahko naredimo hkrati v zgornji in spodnji čeljusti ali zgor v eni čeljusti. In to je, bom rekel, tak kar revolucionarna metoda, ki se v zadnjih letih zelo, zelo uporablja. Koliko je recimo pa prideti treba prej na preglede, da se vse to pripravi, da potem res prideš samo za en dan, pa še verjetno to ne za celoten dan, ne na poseg? Tako je. Recimo v tem konkretnem primeru je trajal poseg nekje 2 uri, v tem času mi izdremo zobe, naredimo protetično fazo in potem naslednji dan dobi že pacient, tehnik naredi preko noči to titanovo ogrodje in potem čez konfekcijske zobe in naredi to hibridno protezo, ki se privijači v usta naslednji dan. Ponavadi je tako, da je potreben en pregled pred samim posegom, takrat se s pacientom pogovorimo, naredimo rentgensko diagnostiko, na podlagi te 3D slike jaz potem pripravim načrt operacije, kam bomo postavili implantate, da se vse premeri, včasih si naredimo tudi šablone, da imamo prav kote, pod katerimi koti je treba vrtati, zato je potem takšen poseg narejen, bom rekel, kirurški del, včasih tudi manj kot v 1 uri. Ja, to gre zelo hitro. Če smo dobro pripravljeni, uigrani, praktično danes za eno čeljust ne potrebujemo več niti 2 uri za kompletno to prvo fazo. Tako da tu bom rekel, se z izkušnjami tudi hitrost veča. Če damo zdaj sliko naprej, bomo videli, kako to potem naslednji dan v ustih izgleda. Povsem harmoničen nasmeh in hibridna proteza privijačena v ustih, popoln gris na vseh zobeh. Občutek pacienti imajo, da je to povsem trdno, da bi lahko takoj vse jedli, ampak jih moramo potem malo držati nazaj, da vseeno morajo paziti, ne zato, da to ne bi bilo zdaj dovolj fiksno pa trdno, ampak zato, da se bojo implantati lahko ucelili, v ose integrirali, da jih bo kost sprejela za svoje, urasla in da potem ne bo problemov. To je ta prva faza, ki jo naredimo, bom rekel, v tem naslednjem dnevu.
Vi sicer pravite, da potem čez čas, ko je to že nameščeno, lahko vmes pride kakšen prostor, ne, pa se da to tudi potem popraviti oziroma sanirati. Da je to običajno. Tako je običajno, bom pa rekel, v zadnjem času, v zadnjih 2 letih imamo že tukaj izkušenj, da že vnaprej čeljustni greben zniveliramo, ker bom rekel, se da dovolj dobro predvideti, kakšna bo izguba kosti po puljenju, zato da mi to vnaprej kost pobrusimo, zaoblimo, zmanjšamo tam, kjer bi se stopila in zato se dlesen zaceli na taki ravnini, kot jo mi pričakujemo, da bo in potem niti ni teh dehiscenc, da bi se dlesen nam umaknila. Tako da, bom rekel, danes zelo redko, kdaj moramo te proteze potem podlagati. Predvsem takrat, kadar so hude parodontalne bolezni, še potem kakšne ciste in tam imamo potem lahko nek upad kostnine, ker ponavadi se pri teh sistemih ne dodaja umetne kosti. Je to vse narejeno v pacientovi lahki kosti, izognemo se sinusa, dela se samo v tistem, kar je ostalo. Izkoristimo pač tisto, kar imamo. In zato se tudi implantati postavijo pod kotom, ampak danes vemo, da to praktično ne predstavlja ovire. Lahko pa se potem čez čas naredi tudi keramične zobe gor. Ti prvi so iz mešanice titanovega ogrodja in akrilata in konfekcijskih zob. To so zobje, ki jih mi kupimo od proizvajalca, od Ivoclarja in jih potem tehnik vgradi, glede na velikost obraza, premeri, katera velikost je primerna, izberemo barvo in obliko in jih potem notri vgradi. Kasneje se lahko naredijo pa keramični zobje ali iz polne keramike, iz cirkona. In pri tistih tudi ni potem te dlesni, lahko pride samo ta bel del zoba brez dlesni. Če pokažemo kar naprej sliko, se vidi, kako to delamo. Danes lahko to naredimo povsem digitalno, na implantate namestimo, bom rekel, scan body, mi rečemo, se pravi neka telesa, ki jih računalnik prepozna. Mi s skenerjem to v ustih poskeniramo, dobimo 3D model, tehnik na podlagi tega 3D modela in griza, ki ga poskeniramo, izdela najprej en provizoričen mostiček, vidimo na levi sliki zgoraj, ki ni bil povsem ustrezen, linija usporedno z očmi ni ustrezala, zato smo potem pri izdelavi spodnjega končnega, ko je bil narejen iz cirkona, popravili tudi to napako in dobimo na koncu en lep harmoničen nasmeh z pravilnim grizom in linijo. Zdaj imam pa nekaj podvprašanj. Na nobeni izmed teh fotografij, kljub temu, da ste rekli, da so fotografije dan po posegu, nihče ni otečen. Je to normalno? So to retuširane fotografije ali se dejansko ljudje dobro počutijo? Tista slika, ki je bila prej, je bila dejansko narejena naslednji dan. Ni, zaradi tega, ker vse rane mi zašijemo, hkrati pa, če smo dobro pripravljeni, mi ne odpiramo tam, kjer ni potrebno. Včasih, ko ni bilo še 3D slik ali pač zgolj iz preventive, se je olupila dlesen, bom rekel, praktično 2 cm više, celoten čeljustni greben se je prikazal in so se vstavljali implantati. Danes, ko imamo možnost te navigacije na podlagi 3D slike, lahko vse delamo včasih celo brez enega reza, kar čez dlesen. Če pacient že prej je izgubil zobe, da ima, se pravi, zdravo dlesen, da ni treba puljenja zob, lahko dobesedno čez dlesen začnemo z vrtinami za implantate in jih namestimo notri. Omenili ste tudi skeniranje zob. Mene zelo zanima, kako pravzaprav poteka ta postopek. Je to boleč, dolgotrajen, se mora pacient kaj posebej pripraviti? Ne, skeniranje je povsem enostavno. To je s tako kamero se gre v usta in potem se preko zobnih ploskov pomikamo. Za skeniranje enega loka, recimo, da potrebujemo minuto v takšnih primerih. To delamo praktično zdaj za vse, in za implantate in tudi za izdelavo prevlek na zobeh, ker je bolj natančno. Skener ima bistveno višjo natančnost kot otisni material, s tem, da tukaj imamo samo mi poskeniramo in ima tehnik že takoj narejen digitalni delovni model, na katerem dela potem računalniško vse. Po klasični poti je bilo pa tako, da smo mi otisnili s tem otisnim materialom v ustih, ki ima neprijeten okus, na bruhanje sili, in potem je tehnik v ta otis izlil mavec, je dobil mavčni model in je potem na njem z voskom oblikoval ali potem
malo bolj napredna tehnika je bila, da je potem ta mavčni model poskeniral. In se pravi, smo imeli trikratno napako, ki je bila dosti večja. Ja, tako da to so veliko bolj natančna dela in tudi gris veliko bolj ustreza. No, to sem želela poprašati, ja, kakšni so potem rezultati, povratne informacije teh pacientov, kakšna je dolgotrajnost takih posegov, recimo, ne vem. Mi danes digitalno poskeniramo v krajšem času, kot smo vzeli odtis. Če govorimo, ne vem, za skeniranje enega implantata, recimo, da manjka en zob, vstavimo implantat, ki ga moramo potem poskenirati. En implantat imamo mi poskenirano skupaj z namestitvijo tega odtisnega telesca nekje v 4-5 minutah. Se pravi, da vnesemo v računalnik, poskeniramo oba loka, izberemo barvo in to je to. Hkrati lahko ta skener tudi barvo posname in lahko tehnik na podlagi tega skena že barvo določi. Tako da to je definitivno velik korak naprej in pacientom je dosti lažje, zato ker je hitrejše. Lahko kadarkoli vmes prekinemo in nadaljujemo. Pa še ena prednost je, če na koncu vidimo, da smo kakšen zob premalo obrusili, da smo kje pustili previsokega in to ugotovimo šele na koncu pri grizu ali ko naredimo analizo. Na računalniškem skenu to je tako kot ena slika, samo pobrišemo tisti del v ustih, poradiramo tam, kjer moramo obrusiti dodatno in ponovno poskeniramo samo tisti del. V klasičnem postopku bi morali ponoviti celoten odtis na novo, spravi vse nitke na novo, spet tlačiti, odtisna masa prva, druga. Aha, no kako pa potem to izgleda, to testiranje, ali ste naredili dobro, ali morda pacientu zadeva ne bo ustrezala, ne? To ni recimo stvar, ko bi domov prišel. Tako, kadar smo v dvomih, najprej tehnik ali sprinta ali iz začasnega materiala s freza, da preverimo. In če vse v redu, potem potrdimo in gre naprej v delo v keramiko. Zato, ker sam postopek frezanja je enak za plastiko ali keramiko, s tem, da keramika rabi potem nadaljne postopke. In midva sva prej pokazala oziroma ostala pri fotografiji mostu oziroma iz cirkonoksidne polne keramike. Dajte nam še to malo obrazložiti. Kakšen material pravzaprav to je? To je brezkovinska keramika. Se pravi, nima kovin, ni teh črnih robov, estetska je, tako bom rekel, najbolj podobna naravnemu zobu. Zdaj pa recimo lahko pogledali, da smo govorili o implantatih, o neki napredni rešitvi, lahko pa pogledamo, kako pa izgleda neka, bom rekel, bolj preprosta rešitev, tudi v primeru z brezupnimi zobmi, ampak od teh zob so sicer vsi majavi, dva v zgornji čeljusti, dva v spodnji čeljusti sta pa vseeno še dokaj čvrsta in te pacientki to služi že, bom rekel, zdaj mislim, da 5., 6. ali pa celo 7. leto. V tem primeru zobe, ki so potrebni, ki imajo brezupno prognozo, izdremo, po dva v vsaki čeljusti smo ohranili, jih obrusili in nam je tehnik, to je še stara metoda, naredil te kovinske kapice, ki jim rečemo konusi, in potem na te konuse naredi protezo, ki ima kontrakonus v protezi in to sede na tiste konuse, ki so v ustih. Naredi take, bom rekel, totalne proteze, ki pa so dosti boljše od navadnih totalnih protez, kjer če ni nobenega zoba, ta dva zoba bistveno pomagata pri stabilizaciji proteze. Na koncu to izgleda tako kot ena totalna proteza, s tem, da se pripne na zoba. Ali pa še en primer, recimo v tem primeru je imela tudi pacientka, bom rekel, zelo neugodno situacijo, na levi strani zgoraj smo lahko ohranili 3 zobe, pa na desni enega. Na tem ne moramo nič kaj pametnega narediti, lahko jih pa koristno uporabimo za sidranje ene proteze na teleskopih, to se vidi, prva slika so teleskopi, na drugi je pa proteza, ki sede preko nje. V tem primeru smo lahko s kovinskim ogrodjem naredili reducirano ogrodje, da ima nebo odprto, se pravi, ni tega neprijetnega zaprtega občutka neba, hrano lepo okušamo, toploto in okus, hkrati so zobje stabilni, v ustih pa to tako izgleda. Te teleskopi, kovinske kapice, sicer izgleda malce, bom rekel, nenavadno, ampak tega itak nihče ne vidi, to se vidi samo, kadar se proteza sname in se čisti, in potem preko nje proteza in tako nasmeh. In to je, bom rekel, ena taka, bom rekel,
tehnično sicer precej zahtevna rešitev, ampak preprosta, bom rekel, cenejša za te variante, kjer se nam zdi škoda izdreti vse zobe, hkrati pa ne moramo narediti na njih nekaj pametnega, oziroma bi spet potrebovala 4 implantate, da bi naredili cel lok v fiksnem. Če se pacient strinja s tem, da bo pač imel delno protezo, ki se bo jemala ven, ki pa bo vseeno veliko boljša, kot če ne bi imel nobenega zoba. V bistvu v takem primeru, ko imamo 4 takšne teleskope, so tu zobje praktično povsem stabilni in lahko normalno s tem živi še nekaj let. Glavna prednost je pa tudi to, da če kakšen od teh zob izpade, ni nobena tragedija, protezo bodo še vedno nosili ostali zobje, ta zob izdremo in samo v protezi čisto enostavno tisto luknjo zapremo, se pravi praktično brez vsakega stroška pacient lahko to protezo nosi do konca, dokler ne pride do popolne brezzobosti. Pa lahko zdaj narediva, recimo, omenili ste cenovno primerjavo, se pacienti bolj odločajo za to, ker je to cenejša varianta, čeprav gre za neko klasiko? Danes bom rekel, da ne. Danes v teh časih se večina odloča za implantatno podprte fiksne proteze. Delamo pa vseeno 1%, manjši procent tudi teh del s stemnimi protezami. Bova nadaljevala po kratkem predahu, pripravite vprašanja. Na voljo vam je dr. Robič iz Zobozdravstvenega centra Diamant čez nekaj trenutkov. Dobrodošli nazaj v studiu, še vedno je moj gost, dr. Robič iz Zobozdravstvenega centra Diamant. Nadaljevala bova z nekaj primeri iz vaše ordinacije, kar precej jih imava pripravljenih, zato da boste plastično pokazali, kaj vaše paciente čaka in da jih malo pomiriva. Med drugim tudi ste pripravili fotografijo celostne rekonstrukcije obrabljenih zob. To se mi zdi ena taka zelo pomembna informacija, da se vendarle da pridobiti na samozavesti, obnoviti zobe do te mere, da se ljudje ponosno nasmehnejo. Tako je. Ta obraba zob danes je prisotna praktično pri vseh, lahko na sliki pogledamo. Že pri mlajših osebah od 25 leta naprej imajo že nekateri precej obrabljene zobe. Nekaj je to zaradi napačnega griza, nekaj je zaradi tega bruksizma, ko se v spanju brusi in škrta. In lahko na sliki vidimo, zdaj ne vem, če se bo na televizijah to videlo, zobje so obrabljeni, prekratki, poplombirani in pripravili smo potem na podlagi tega prvega skena študijsko modelacijo, 3D modele in kot sem že enkrat pokazal, in jih potem prenesli v usta. In tukaj pacient vnaprej vidi, kako bo lahko izgledal z novimi zobmi. Če mu dolžina ustreza, če mu ustreza, bom rekel, linija, barvi se lahko pogovarjamo, na to gre potem to zobe obrusimo, poskeniramo in gre v delok tehniku in nam pripravi, bom rekel, te porcelanske nove prevleke za vsak zob posebej in dobimo potem ta čist, bom rekel, nov, lep, osvežen nasmeh. Všeč mi je bilo, ko ste pred oddajo rekli, da je pacient postal čisto drug človek, ne? Ja, tako, ker ko zobe podaljšamo za 2-3 mm, če se mu včasih niso videli in se potem vidijo, je res povsem drugače, začnejo se smejati, ne skrivajo več zob, lahko so bolj poudarjeni zobje, če so prej skriti bolj notri, jih lahko za 1-2 potisnemo naprej in izgleda, bom rekel, povsem drugače. Imam zdaj pripravljen en primer, kako lahko mi v bistvu take presledke med zobmi ali pa, bom rekel, neprivlačno obliko zob v 2 obiskih praktično popravimo. In na kak način lahko to danes pomočjo digitalne tehnologije naredimo predvidljivo, kvalitetno in dobro. Ni to, da bi zaradi tega bilo kaj slabše. Že v prvem obisku pacienta, pač prvi obisk, rečemo, je pregled, takrat se nič ne dela. Ampak potem 2 delovna obiska. Prvič se poslika, pogleda se, pogovorimo, kaj se da narediti. Na drugem obisku pa potem te njegove zobe poskeniramo, obrusimo, poskeniramo. To so zdaj na sliki obrušeni zobje in pacienta slikamo, bodi si pred našim delom ali zdaj, ko smo jih obrusili, zato da dobi tehnik to plastično informacijo, kako zobje v ustih izgledajo. In potem to on upne v svoj program. Tu vidimo zdaj na sliki poskenirane zobe, to je digitalni delovni model, tu ni nobenega mavca, nobenega odtisa, to smo v ustih samo s kamero posneli in potem ta 3D model
pacient upaše na dvodimenzionalno sliko, ko mu jo slikamo. Naredi vzporednico oči in potem nove zobe oblikuje v linijo, ki je vzporedna z očmi. To je namreč zelo pomembno za harmoničen videz. Jaz mu dam vedno več slik, da se pacient nekje, bom rekel, reče ema, se smeji, se na široko smeji, pa malo smeji, zato da vidi tehnika, kako se usnica giba, na kaj mora biti pozoren in da včasih morda kaj kompenziramo, ker nekateri niso povsem simetrični in je potrebno zobe vseeno ne narediti čisto sporedne z očmi, ampak nekje iščemo neko srednjo pot tudi z obrazno mimiko. In tako imamo potem na tej slikci spodaj ta prikaz, kako bojo te novi zobje izgledali. To je 3D modelacija in to 3D modelacijo potem damo delati v rezalni stroj, frezo, ki iz keramičnega bloka izfreza te zobe. Tehnik jih potem pobarva, da v peč na sintranje, da dobijo tisto pravo trdoto in v naslednjem obisku jih mi v usta že cementiramo in na ta način smo temu pacientu lepo podaljšali zobe in zaprli presledke med zobmi, ker prej je imel, bom rekel, premajhne zobe za svojo čeljust, s polno presledki, na ta način smo mu pa lepo, bom rekel, naredili harmoničen in lep privlačen nasmeh. Ja, lahko rečemo kaj o teh presledkih, ne? Ja, zdaj imamo še en primer, recimo, malo starejšega gospoda, ki ima hkrati prisotne in presledke in obrabo zob, a ne. In tukaj se je pač odločil, da bi rad nekaj naredil, zato smo te zobe, ki že imajo presledke, ne potrebujejo mnogo brušenja. Jih minimalno invazivno obrusimo, to je v bistvu še vse v sklenini, samo da naredimo ustavljivost. In potem na spodnji sliki že vidimo, kako izgledajo izdelane in pricementirane nove luske in kakšna, bom rekel, velika sprememba je. Tukaj je zdaj govora o keramičnih luskah, to moramo narediti, kadar so neke večje te presledke med zobmi. Na tej sliki pa vidimo, recimo, kako lahko naredimo en tak presledek, diastemo, kako jo lahko zapremo zelo preprosto in, bom rekel, tudi poceni v enem obisku z direktno metodo. V tem primeru zob popolnoma nič ne brusimo, jih samo sklenino pojedkamo ta del, kjer bi radi dolepili material. S sodobnimi materiali danes lahko to predvidljivo in lepo naredimo, da se ujema z barvo zob. Ujamemo obliko in vidimo zdaj na spodnji sliki, kako lepo v bistvu harmonično potem ta nasmeh izpade. Ne? Bi rekel, da sploh ni isti človek. Res je. Recimo še en tak primer z neko malo rudimentarno obliko zob, ko vidimo, da je zob pridlesni širši, kot je spodaj, vmes je presledek. Ortodontsko je bilo vse v redu, take presledke lahko tudi z ortodontskim aparatom mi rešujemo, a ne, da zobe skupaj pomaknemo. Ampak v tem primeru je bil griz povsem pravilen, korekten, le zobje so dejansko bili premajhni glede na prostor, razpoložljiv prostor v čeljusti. Spet po istem postopku pojedkamo in z bondingom prilepimo kompozitni material. Kompozitni material, to je material za bele plombe. Tu spredaj moramo uporabljati potem različne prosojnosti, imamo skleninskega, v sredini damo neko dentinskega, ki je namenjen za to telo zoba in potem spet preplastimo s skleninskim in na ta način posnemamo naravne sloje zoba in je potem tudi na svetlobi videti, bom rekel, povsem naravno. Tudi v disku, recimo pod UV lučjo, se te materiali enako odsevajo kot naravni zob, imajo to fluorescenco in se praktično ne opazi. Ampak v bistvu so to posegi, če pravite, da recimo nimaš drugačnih težav, ne, niti ne potrebuješ zobnega aparata, vendarle je to poseg v zdrav zob. Je to priporočljivo, smiselno ali raje rečemo, ne, dokler je z mojimi zobmi vse v redu, ne bomo nič dograjevali? Dejansko ni poseg v zobe.
ker to samo dolepimo, prilepimo na zob. To lahko brez posledic odmaknemo, odstranimo dol. Lahko se odbrusi, ker mi tudi, ko zbrusimo stran, vidimo razliko v materialu. Kompozit je mehkejši od sklenine in s kovinskim svedrom, ko brusimo, odstranimo samo kompozit, če bi hoteli to odstraniti. Ja, sej, verjetno ne. Ja, oziroma kompozit je spet, bom rekel, nek začasen material. Ne? To je recimo lahko po nekaj letih, lahko 10 let zdrži, lahko dlje, ampak na tem spoju med zobom in med kompozitom se lahko, če ni v redu narejeno ali če je šlo kaj narobe pri postopku zaradi vlage, lahko se začne ta spoj zabarvati. Včasih je dovolj, da ga samo zapoliramo, če je pa nek, bom rekel, ta mikroporoznost, propustnost, se lahko pa ta spoj zabarva in v tem primeru bo potrebno potem to odstraniti in narediti na novo. Tudi ko dodajate recimo zdaj ta kompozit, ne, še vedno skrbite za to, da zobno nitko zobe lahko očistimo, ne? Ja, tako je. Zoba sta še vedno vsak zase, nista zlepljena skupaj. Najbolj pomembno je pa, da gor pri dlesni naredimo ta, bom rekel, prehod med zobom in med kompozitom, med to dograditvijo, da tam ni stopničke, da ne zatika nitka in tam je potrebno posebno spolirati. Zato mogoče pogledamo še en tak primer. Na sliki se bo lepo videlo spet en velik presledek, ko bi rekel tako na oko, tole se pa ne bo dalo popraviti, ne? Ampak, ko mi zob še malo podaljšamo in hkrati podaljšamo potem še dvojke, ker v tem primeru so tudi dvojke prekratke, dobimo eno čist lepo novo harmonijo, spremenimo tudi obliko, ne? Tudi ta stranski kot pri zobu popravimo, poboljšamo in praktično je čist drug nasmeh, vidimo pa na tej sliki, da je dlesen potem tam malo razdražena po posegu. To je pa zato, ker moramo po posegu to močno polirati in lahko tam pride do malih poškodb dlesni, ampak to je v nekaj urah mimo. Je pa tako, da stvar, bom rekel, povsem neinvazivna. Ne? Tu res zoba ne poškodujemo, vse se lahko da stran. Je pa ena slabost, ne, napram keramičnim luskam, da je kompozit še vedno mehkejši, manj trden in lahko v nekih primerih parafunkcij, tam, kjer ni normalna grizna obremenitev, ampak pacient napačno grize zob na zob ali drsa, se lahko tak material preobrabi ali okruši. To se pa lahko zgodi. Veliko teh dograditev namreč delamo po ortodonskem zdravljenju, zato ker ima skoraj vsak, ki ima napačno postavljene zobe, ima hkrati tudi obrabljene. In ko ima obrabljene, ko jih mi potem poravnamo, se te grizni robniki, grizni robovi so po strani. Če je bil prej zob recimo zasukan pod 17 stopinjem in zravnan, ko ga pa odsukamo, je pa potem ta bom rekel, grizni rob po strani in ga potem preprosto, kar v isti seji kot aparat snamemo, že dogradimo. Veste, kaj se mi je še prej zdelo zanimivo, ne? Rekli ste, da je pacient čisto drug človek z novimi zobmi, ne? Zdaj bova pa pokazala primer, kako se človek zelo, zelo pomladi, ne? Če si, verjetno imate že na vrsti ga, če si popravi zobe oziroma jih dogradi tako, da lepše nasmeh. No, to se mi je zdelo tudi en tak. Definitivno. Pozitivno. In tudi recimo vidi se, da se ljudje potem, ko si uredijo zobe, uredijo nasmeh, da se tudi, rekel, sicer začno urejati. Ne? To se tudi vidi potem na slikah tistih recimo na začetku, pa potem, ko jim uredimo nasmeh, kako potem pridejo vedno veliko bolj urejene frizure, kak make-up. Ne, da bi mi rekli, da se morajo, ampak dejansko se imajo, se dobijo veselje, se počutijo. A ne, tudi recimo imamo eno starejšo pacientko z obrabljenimi zobmi, rekel, huda obraba, zobje poplombirani, vsi zobje so praktično njeni, ampak so pa slabi, a ne. In potem, ko to naredimo, čist nov nasmeh, harmoničen, vidite, drastična razlika. Ja, tu se mi zdi res tako evidentno. Tako, res velika razlika, tudi urejen griz. Recimo vedeti moramo, da ko imamo nek obrabljene zobe, padejo čeljusti bolj skupaj. In ko čeljusti padejo skupaj, se naredijo, bom rekel, mimične gube drugačne. Ustni kotički se povesijo in s tem dobimo tak žalosten, starčevski videz. Ko pa spet vzpostavimo to višino grizno, se pa tudi spodnja obrazna tretjina podaljša, dobimo razmerje med tretjinami in človek, bom rekel, spet boljše izgleda.
Zdaj bova pa pogledala še en tak poseben primer. All on Four smo že predstavljala, ne? Tako, pa ga dajmo še enkrat. Tako, ravno zato, ker imamo danes precej fotografskih primerov, se mi zdi dobro, da to izpostavimo. Spet en pacient z napredovalo parodontalno boleznijo, v obeh čeljustih žal so vsi zobje bili za izdreti. V tem primeru je potem vedno dilema, ne? En zob je pa takšen, ki bi ga pa lahko obdržala, ne? Kaj naj pa zdaj naredimo, ne? Zdaj, za sistem All on Four je pač tako, da je potrebno vse zobe izdreti, razen če je to, ne vem, en kočnik, ki ga lahko ohranimo in naredimo samo do tja. Ne moramo mi namreč potem protetičnega dela vmes prekinati. Potem to ni več All on Four. Je pač neka klasična rešitev z mostički in prevlekami. V tem primeru smo zobe izdrli, vstavili 8 implantatov, 4 v zgornjo čeljust, 4 v spodnjo čeljust. V istem dnevu naredili nadgradnjo, odtisnili, vzeli gris in zobotehnik je čez noč pripravil, bom rekel, nove obe čeljusti. Pacient gre po takem posegu domov. Vidimo se spet čez en teden, ko te hibridne proteze mostičke odvijačimo, pod njimi ščistimo, takrat pokažemo tudi, kako se čisti pod njimi, zato ker tu je pomembno, da se ščisti spoj med zobom in med to umetno dlesnijo oziroma med protezo. Zato uporabljajo takšne nitke, ki so na eni strani trše, da jo lahko uvede notri, prime na nebo in potem drsa naprej nazaj. To mora narediti na strani, na vsaki strani in spredaj. In potem nitko zažeme okoli implantata in okoli tega mostička, zato da lepo očisti. To čiščenje se začne po tednu ali dveh po posegu, zato ker v prvem tednu je vseeno prisotna oteklina in so te prostori preveč zaprti, da je praktično skoraj vedno nemogoče takoj čistiti. V tem prvem tednu uporabljajo zgolj zobno ščetko, s katero čistijo zobe na notranji in zunanji strani in spirajo z eno ustno vodo. In to je to. Pred posegom jih vedno pripravimo tako, da dobijo antibiotik. Antibiotik izbirajo v tem primeru amoksiklav. Pri alergijah na penicilin moramo predpisati nekaj drugega. Damo za pomiritev potem tudi kakšen napaurin, zato da so bolj umirjeni, zato da tudi kri toliko ne teče in lahko v bistvu bolj mirno delamo in tudi anestezija dlje drži. Poseg je narejen v lokalni anesteziji, se pravi z blago sedacijo in normalno en tak poseg z 8 implantati imamo narejen med 3 in 4 urami, lahko pacient gre že domov, se pravi, da naredimo in kirurški del in protetični del. Vidimo se potem samo naslednji dan, da namestimo zobe. To se mi zdi zelo hitro, ne? Hkrati pa Je naporno. pacienti zdržijo tak poseg brez težav? Vedeti morate, da je deljena, ne. V prvem delu, kirurškem delu, recimo rabimo nekje 1,5 ure za 8 implantatov vstaviti pa poruvati stare zobe. Največ dela nam vzame, se pravi tisto ruvanje zob, priprava čeljustne kosti, grebena, da ga pofrezamo, zagladimo vse neravnine in ostrine, počistimo te rane, da ne bi bilo kakšnih zapletov zaradi tega kasneje. In s tem je v bistvu največ dela, pa potem, če ni, bom rekel, zdrave dlesni, jo presajamo, jo vzamemo tam, kjer je, ali iz neba, ali iz kakšnega mesta potegnemo naprej, da je ob implantatih vedno dovolj kvalitetne kosti. Zdaj bova šla pa pogledati še en primer. Zdaj smo skozi govorili o fiksnih rešitvah na implantatih. V določenih primerih, ko pa pacienti nimajo motorične spretnosti, jim naredimo pa snemno protezo na implantatih, ki je ravno tako, bom rekel, fiksirana, trda, ni pa vseeno tako stabilna pa fiksna, kot je tista prava privijačena. Ob kakšnih ekscentričnih obremenitvah se vseeno lahko zgodi, da se pojavljajo neka gibanja ali da hoče, bom rekel, kar izpasta iz teh matric, ker te matrice imajo neko silo, s katero držijo in je pač včasih malo neugodno, ampak bom rekel, pred leti smo večinoma delali samo snemne rešitve na implantatih,
še zdaj marsikdo zagovarja to, ker je, bom rekel, dosti bolj enostavno delo, je pa problem, da pacienti ne morejo dobiti novih zob takoj, ampak morajo potem, ne vem, 4 mesece recimo počakati z neko snemno totalno protezo. In danes tega praktično nihče več noče. V tem primeru so vstavljeni 4 vsadki in na njih te lokator nadgradnje, to so te na klik nadgradnje, potem naredimo protezo, ki nima neba, ampak je samo v obliko podkvice narejena in v ustih, ko to izgleda povsem lepo. Pacientka pa lahko to vseeno sname, očisti in da nazaj v usta. To je predvsem za kakšne starejše, ki ali so že na meji, so slabše pokretni ali se ve, da bodo nekoč nepokretni in ne bodo mogli sami čistiti, lahko na ta način enostavno jim olajšamo, ker takšno protezo zna vsaka negovalka v domu umiti, pa potem tudi nazaj vstaviti. Se bova pa lotila morda še ene teme primerne za kar zelo zgodnjo starost, ne pa vse do srednjih let. Ne vem, kako dolgo pravzaprav to počnete, ampak lotiva se še zobnih aparatov. Tudi z njimi se da marsikaj popraviti. Tako. Zobnimi aparati, ortodontskimi aparati, ortodontija je pač, so premiki, čeljustna ortopedija, so premiki zob in čeljusti. Mi lahko zobe premikamo praktično do konca, ker so zobje vpeti v čeljustno kost s parodontalnimi vlakni. Če mi delujemo na zob, se bo zob premaknil in kost pred njim se bo topila, za njim se bo pa dograjevala. Poznamo različne vrste ortodontskih aparatov, ampak najbolj pogosti, recimo za odrasle, so bodisi te fiksni zvezdice ali pa snemni, te nevidni Invisalign, recimo. Poglejmo en primer recimo nekega zdravljenja z fiksnim ortodontskim aparatom. Smo pri pacientki, ki je imela precejšno tesno stanje z zvezdicami, bom rekel v dobrem letu in pol, stanje, bom rekel, drastično popravili, gris izboljšali in tudi estetsko poravnali praktično vse zobe. Danes se tega primera ne bi več lotil s fiksnim aparatom, zato ker bi lahko bolj predvidljivo in hitreje rešili s temi novimi računalniškemu podprtimi fiksnimi aparati. Razlika je za pacienta ta, da lahko tak aparat enostavno sname in očisti, lahko s tem Invisalignom normalno je, ker aparat snameš in normalno ješ, lahko normalno zobe umivaš, normalno nitkaš, ga pa nosiš, bom rekel, ves čas, razen kadar ne ješ ali kadar si zobe umivaš. Dosti manj bolečin je prisotnih pri njem, zato ker so vsi ti gibi splanirani in točno določeni po stopnjah, ki ne povzročajo bolečin in nelagodja, in vse premike splaniramo vnaprej. To je ta folija, ki se sname in namesti čez zobe, je res minimalno vidna, z njo lahko pa danes delamo tudi drastične primere. To je en tak primer, ki si, ne vem, še pred 4 leti bi rekli, ne moramo z Invisalignom narediti, danes so pa že toliko napredovali, toliko možnosti je v samem sistemu, da lahko delamo, bom rekel, ogromne te velike premike, pomik nazaj, z eno tako folijo spravimo pacienta do tega. To je sicer trajalo 2 leti v 2 stopnjah, ampak če vidimo, iz česa smo jo pripeljali. Res je, da je bilo potrebno štirice izdreti, ampak vseeno je rezultat na koncu, bom rekel, odličen. Čeljust se je razširila, zobje so se umestili v zobno vrsto in čiščenje je zdaj, bom rekel, zelo olajšano. Še en tak primer, ker so te primere težke, zdaj kažem, zato ker še vedno velja, tudi, bom rekel, pri določenih ortodontih, ker, bom rekel, v Sloveniji je bil Invisalign kot realna alternativa zvezdicam sprejet šele konec lanskega leta. Da pokažem, recimo, da se da tudi te težje primere narediti brez ekstrakcij, se pravi brez puljenja. Drastični rezultati, drastične spremembe, razširjena čeljust in to je potem en tak manjši
ampak vseeno, a ne, estetska poravnava, vidimo na zgornji sliki, da linija visi, da je na pacientovi levi, na sliki desno zob nižje, potem pa je to vse skupaj se lepo poravnalo, čeljust razširila. Bom rekel, še en tak zadnji primer, če pogledava, bom rekel, bolj blaga nepravilnost, ampak vseeno lepo razširjen. Vidi se tukaj na sliki že na koncu nameščen tudi retener, ta žička na zadnji strani zob, ko so zobje poravnani, mora namreč po vsakem ortodonskem zdravljenju, po Invisalignu ali po klasičnem z temi zvezdicami, se pravi z breketi, ali pa pri vsakem aparatu vedno se mora po ortodonskem zdravljenju narediti retencijo. To je lahko kot nek snemni aparat, ki ga pacient nosi preko noči, da ohranja ta položaj zob, ali žička, kot vidimo v tem primeru na desni sliki, ko so zobje že poravnani in iz zadnje strani je žička nalepljena na zadnje ploskve zob, ki se prav nič ne vidi, tudi ne moti ne govora, ne prehranjevanja. Zanimivo je pri tem primeru, koliko se je ta pomik čeljusti nazaj zgodil in vidimo na zgornji sliki, da je bila zgornja čeljust preko spodnjih in da je praktično zgrizel skoraj zgornjimi zobmi v spodnjo dlesn in potem smo ta globoki griz s tem aparatom lepo popravili, da smo ga odprli in ima praktično neko idealno okluzijo. Prej ste rekli, ne, da za zdravljenje z zobnim aparatom nikoli ni prepozno, pa vendarle, dokdaj je pa tisto optimalno, ne, da rečem, ne vem, recimo pri 40-ih, 50-ih, želim si še... Optimalno je v fazi rasti. V fazi rasti, se pravi v otroštvu, v mladosti, ampak če smo pa to zamudili, je pa tako, vseeno je super, če gremo pred 40 letom, zato ker gre hitreje. Pred 40 letom gre nekaj 30% hitreje kot kasneje. Okay, se pravi, nekateri imajo še priložnost, za vse ostale pa tako, ne, nikoli ni prepozno. Nikoli ni prepozno, bo pač nekaj mesecev dlje trajalo, ampak danes imeti ortodonski aparat res ni več bav. Tudi sam ga imam, ves čas, ko govorim v ustih, dvomim, da je kdo opazil in praktično ne moti. Pa s tem dobro živite, ne? Tako. Kakorkoli se to sliši. Najlepša hvala za vsa pojasnila za nocoj. V prihodnji teden obljubljamo nekaj posebnega, ne? Upamo, da bomo izpeljali eno nagradno igro, zato morda gledalce že danes povabiva, da se nam pridružijo. Tako. Hvala lepa pa tudi vam, če ste bili z nami v studiu in če ste sodelovali kar tako nadaljavo, si odgovorili na kakšno vprašanje. Veseli bomo vaše družbe tudi prihodnji teden v sredo. Lahko noč.